Dolg zimski premor je bil, a smo ga le dočakali. Prvi reli za slovensko prvenstvo. V letošnji sezoni nas čaka 6 izjemno zanimivih dirk, a najprej se ustavimo na štajerskem koncu. Dobrodošli v reportaži Autoportreta.si 36. AMTK relija Velenje. Najprej pa se osvežimo dogodke z lanske sezone. Zaradi že zelo znanih razlogov smo v letu 2020 videli samo 3 dirke za točkovanje v prvenstvu, kar pa je ravno dovolj, da je bila sezona uradna. Velenje, Železniki in Poreč so gostili dirke za državno prvenstvo in prav na vseh sta zmago slavila Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta s tem postala prvaka že 4. zapored. To, da je nekdo v eni sezoni zmagal vse dirke, smo zadnjič videli leta 2010, ko je Alex Humar na vseh 6 preizkušnjah stopil na najvišjo stopničko. V divizijah pa je bila zgodba malo drugačna. Prav vsi prvaki so zbrali največ točk, kljub temu, da niso zmagali niti enkrat. Nejc Mrak je pri 21 letih postal prvak divizije 1. Simon Mlinar je naslov divizije 2 slavil za samo 4 točke. Miha Mušič pa je z novim dirkalnikom zmagal v 3. diviziji. Prav vse divizije so se odločile z razliko manj kot 10 točk. Bomo videli, če bo tako napeto tudi v sezoni 2021. Kar 104 posadke so se prijavile na letošnji reli Velenje, kar je seveda dosedanji rekord. Veliko je bilo tujih posadk, ki so iskale priložnost po odpovedih raznih dirk drugje. 9 dirkalnikov je bilo razreda R5 oziroma Rally 2, od tega 4 slovenske. A med prijavljenimi nismo našli Aljoša Novaka ali Boštjana Avblja, kot so nekateri pričakovali. Novost smo našli tudi na sovoznikovem sedežu aktualnega prvaka. Viljo Šlaj je zamenjal Blanko Kacin. Potek relija je bil skoraj isti kot lansko leto. 3krat po 2 hitrostni preizkušnji, Skorno in Zavodnje. Na prvi prehod Skornega so dirkači krenili ob 10:24. In že na tem 10-kilometrskem preizkusu se je izkazalo, da bomo videli tesne boje na vseh možnih koncih. Turk je za začetek ugnal Nemca Dominika Dinkla za sekundo in 70. Madžar Ferenc Kiš je tempo v teh 2 dirkačev še lahko sledil, za njim pa je nastala večja razlika do ostalih R5 dirkalnikov. Marko Grossi, ki je nastopil v letošnji sezoni napovedoval z novim Peugeotom 208 Rally 4, je moral nastopiti starim, novi za časa relija še ni prišel. A to Grossija ni čisto nič oviralo. Od slovenskih dirkačev je postavil celo drugi čas, a je bila razlika do Pelhana, Premrla in Valanta zelo majhna. Jaka Valant je s tem prevzel zgornje vodstvo v diviziji 3, Aljaž Bratoš pa je postavil najboljši čas v prvi diviziji. Že na tem brzincu smo se ozirali v zrak in gledali oblake, ki so počasi prihajali nad nas, a dežja za enkrat še ni bilo na vidiku. Druga hitrostna preizkušnja dneva je poskrbela za spremembo vodstva. Tokrat je bil Dinkl boljši od Turka in bil po prvem krogu za dobro sekundo in pol spredaj. To je bila skoraj edina zamenjava pozicij, smo pa videli nekaj odstopov. Dirko sta zaključila Rajko Žakelj s Peugeotom 208 R5 zaradi tehničnih težav in Janko Čebron z Lancerjem Evo 9. Odstopiti pa sta morala tudi Mitja Klemenčič in Damjan Jeram, ko je njuna Ford Fiesta Proton zagorela. Hitrostna preizkušnja je bila zatem odpovedana, dirkači so jo odpeljali kot etapo. Malo do 13. ure je bil čas za drugi prehod. Boj za vodstvo je izgledal res tesen. Turk in Šlaj sta na Skornem znova postavila boljši čas od Dinkla v Festi Rally 2 in spet začasno prišla na prvo mesto. A zabava je bilo kmalu konec, ko se je zrače dokončno pooblačilo in začel je padati dež. Veliko se je dogajalo v diviziji 2. Marko Grossi in Tara Berlot sta izgubila nekaj časa in padla s 1. na 4. mesto. V vodstvo je nato prišel mladi Mark Škulj, ki je letos slavil šele 17. rojstni dan. Treba je omeniti, da je to zanj prvi pravi reli. Se je pa dirka končala za prvaka te divizije Simona Mlinarja, ki je doživel nesrečo. Zaletel se je tudi Jaka Valant z BMW-jem M3, do tistega trenutka vodilni v 3. diviziji. Vodstvo je prevzel Matic Humar. Tudi Aljaž Bratoš ni dolgo ostal na vrhu divizije 1, to mesto je prevzel Luka Brus s prednostjo 1 sekunde pred Nejcem Mrakom. Dež je k sreči ponehal, a cesta je seveda ostala mokra. Na 5. preizkušnji dneva se ni veliko spremenilo. Brus in Mrak sta si zdaj že drugič izmenjala vodstvo. Jernej Fakin pa je prehitel Kovačiča za stopničke v diviziji 2. Pa si poglejmo še razplet zadnjega brzinca Zavodnje.
Turkino šlaj sta za konec naletela na težave z dirkalnikom, zato sta na najvišjo stopničko stopila Dominik Dinkel in Pirmin Winkelhofer z njunim prvim nastopom v Sloveniji. Madžar Ferenc Kiš je zadnjih KPI zmagal in se je po Turkovih težavah močno približal, a više od 3. mesta ni mogel priti. Rok pa bo moral na skupno 4. zmago v Velenju čakati še eno leto. Zadnjo je dosegel leta 2018. Na lestvici skupnih rezultatov v najboljši deseterici najdemo še 2 R5 dirkalnika avstrijske in nemške posadke, Volkswagena Polo Darka Pelhana, 2 Fiesti Rally 4, Mitsubishi Lancer madžarske posadke in Subaru Impreza. Razlike od 4. do 10. mesta so bile zelo majhne. Kljub težavam proti zaključku dirke je aktualni prvak nabral veliko prednost in stopil na najvišjo stopničko v razvrstitvi za državno prvenstvo. Darko Pelhan in Matej Čar sta zaostala 3 minute in sekundo ter nabrala veliko točk. Največje presenečenje pa sta prizorila Mark Škul in Uroš Cirk na 3. mestu s prvimi stopničkami za državno prvenstvo. Dobro sta se odrezala tudi Jernej Fakin in Grega Premrl, točke pa osvoji najboljših 15 posadk. Zanimivo pa je, da je lanski podprvak Aleš Zrinski ostal brez točk, končal je 19. Rally je zaključilo 37 slovenskih posadk. Kot sem že omenil prej, je bilo v diviziji 1 zelo pestro, prav do cilja. Luka Brus in Mitja Ločnikar z MG-jem sta prvič slavila zmago, a prednost do prvaka Nejca Mraka v Suzuki v Swiftu je znašala samo 7 sekund. Primož Kačič v še enem MG-ju je na 3. mestu zaostal za 17 sekund. Tudi tukaj je bila konkurenca številčna. 17 posadk je končalo to dirko. Bolj prepričljivo zmago je v drugi diviziji slavil že omenjeni Mark Škul. Na zadnjem brzincu sta Jernej in Gregor Fakin uspela priti na drugo pozicijo z zaostankom minute in 5 sekund do zmagovalca. Grega Premrl in Gregor Brešer pa sta minuto in 27 sekund zadaj pristala na 3. mestu. Trenutni prvak Simon Mlinar je bil edini, ki je tukaj odstopil, zato bo imel veliko dela, če hoče ubraniti naslov. V diviziji 3 smo na vrhu videli 3 enake avtomobile, Renault Clio RS. Matic Humar in Matic Peternel sta bila na koncu kljub temu, da sta na zadnjem brzincu ujela počasnejšo posadko, za 26 sekund in 60 hitrejša od Vasi Miklavčiča in Martina Černigoja. Na zadnjo stopničko pa sta stopila Robert Anželak in Tadej Verdel, 3 minute in 17 sekund za zmagovalcema. Tukaj je bila konkurenca najmanj številčna. 5 posadk je zaključilo z dirko. Točke sta osvojila še Zupančič in Fabjan. Kratek, a še kako napet rally je poskrbel za nepredvidljive razplete. Zato še kako čakamo na nadaljevanje letošnje sezone. To nas čaka 26. junija, ko se državno prvenstvo vrne v Vipavsko dolino po 2 letih. S tem pa smo prišli do konca naše reportaže. Če ste uživali v ogledu, stisnite like pod videom. Če pa želite videti še več vsebine z področja avtomobilizma, se naročite na YouTube kanal Avtoportreta. Ali pa preverite spletno stran avtoportret.si. Se vidimo naslednjič, ko se ekipa Avtoportreta oglasi iz Ajdovščine.